Kako to misliš? Si ti normalen, ljudje me bojo imeli za budalo. To je kaos, to je kaos. To je tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. No, ta teden nas zagotovo gleda tudi Robertina, Pa Zveza borcev za vrednote NOB, šef restauracije v znamenitem ljubljanskem Pen klubu, pa tudi Blaž Brodnjak, Tanja Gobec in Uroš Slak. pestra družba, Peter. Ja, in kot je že v navadi v letu 2026, se je vse dogajanje zgostilo na torek. Ne vem, kaj s temi torki po novem letu, ampak noro. No. Prejšnji teden sneg, razpis volitev, prestop Tašner Vatovca, tokrat pa tudi same bombe. Ne. Poglejva. Bi odstopili z premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Odgovor je zelo jasen, predsednik vlade. Ugotovitev protikorupcijske komisije je dokončna, kršili ste integriteto. Ker sem si integriteto predstavljal takrat popolnoma drugače, kot se danes interpretira strani KPK-ja. Komunikacija med predsednikom vlade in ministrom ne more biti kršitev integritete, še posebej ne takrat, ko predsednik vlade izrazi zaskrbljenost. Poudarjam zaskrbljenost. Kajti, če zaskrbljenosti ne smem izražati, potem res ne vem, kaj je pa tisto, kar kot predsednik vlade ne opravljam. KPK je inštitucija, ki naj bi preprečevala korupcijo. Zaposlenih ima 50 ljudi. 2 leti so se ukvarjali z 2 SMS-i, ki sem jih poslal politični ministrici. Že to, da tako poročilo pride ven 2 meseca pred volitvami, daje v resnici prizvok temu, da gre za politično obračunavanje in ne za resno skrb, da bi se preprečevala korupcija ali pa tveganja povezana s korupcijo, ki bi moralo biti osnovno delo te komisije. Kakšen populizem, to je neverjetno res. Izjemno, ne? Jaz bi tako začel. No. Ta preobrata, ki smo videli od pogovora za svet na kanalu A 2022, zagotovo bi odstopil. Do tega, veš, Uroš, sem si pa stvar malo drugače takrat predstavljal. Ne. Pač jaz mislim, da lahko gledalci računajo s 100% gotovostjo, da je to plod karakterne strukture predsednika vlade in nekakšnega strateškega nasveta ekipe ob Robertu Golobu, in mislim, da imam za to tudi empirične dokaze. Ne. Ker, če bi bil karakterno premier kaj drugačen, bi na tak nasvet, predstavljaj si tudi ti, Peter, nekdo v teh istih okoliščinah pride do tebe in reče, dobro, zdaj je negativno mnenje KPK-ja, rekel boš, da si 4 leta nazaj vse drugače predstavljal. Iskreno od normalnega človeka sta lahko odziva po mojem 2. Eden, in ta je najbolj iskren z moje strani, je kako to misliš? Ne? Drugi, mogoče bolj kolerični tip človeka bi rekel takemu svetovalcu, pa si ti normalen, ljudje me bojo imeli za budalo, ko bom to rekel na ekranu. Ne? Tako da verjamem, da je to pristno in da je to premier po notranju in da je ta retorika izvorno njegova v bistvu. Ja, zdaj, mislim, izrazil je zaskrbljenost, zaskrbljenost, ja. Če smo že glih pri tem. Sej ni problem, da izražaš zaskrbljenost nad nekim stanjem. Problem je, če izražaš pričakovanje, da se zgodi nekaj, kar ni v tvoji pristojnosti oziroma kar je celo nezakonito. Ne? In to je tisto, ko govori Golob o 2 SMS-a, z 2 SMS-ama se je ukvarjala protikorupcijska komisija 2 leti. Ja. Ne, ni se ukvarjala z 2 SMS-ama 2 leti, vse ostale stvari so pač šle na policijo ali pa na tožilstvo, ker tam še vedno teče ta postopek in ta 2 SMS-a nista izolirana. Zelo lepo so povedali, 64 strani obrazložitve, kaj točno za tukaj gre, ampak teh 64 strani obrazložitve je varno pod ključem na eni strani na KPK-ju, ki do pravnomočnosti, torej Golob ima še 30 dni, da da pritožbo in v tem času KPK ne more tega objaviti. In na drugi strani pri Golobu, ki pa je odločil se objaviti samo 1 stran in pol. Jaz bi še najprej čist na načelni ravni rekel, jaz sem opazil, da v priročniku Levice, s tem mislim cel levi politični pol v Sloveniji, za te volitve je
verjetno z velikimi poboldanimi rdečimi črkami piše prikažite Janšo kot Trumpa, ker vidim, da to praktično v vsaki izjavi vsi počnejo. Ne? Zdaj, Trump se Sloveniji v praksi že dogaja, ker kaj so nastopi predsednika vlade Roberta Goloba ta teden drugega, kot Trumpova izjava oziroma parafraza Trumpove izjave, da mednarodnega prava ne potrebuje, ker je dovolj njegov moralni kompas. A ne? Mislim, točno to nam je ta teden z drugimi besedami povedal Robert Golob. Da ne omenjam te serije deplasiranih izjav, ki si se jih ti že spravil vsebinsko secirati. Ne? Prva je bila, nobena komunikacija med predsednikom vlade in ministrom ne more biti kršitev integritete. Se pravi, hipotetično, če bi notranjemu in pravosodnemu ministru v aktualni vladi izrazil zaskrbljenost nad postopki proti Zoranu Jankoviću in zahtevu, da se določene stvari prekinejo, ne, oziroma opustijo, ovržejo, to tudi ne bi bila kršitev integritete. Mislim, kje je tukaj meja? Ne, to je en velik populizem in relativiziranje. Drugo stvar si se že dotaknil, nista 2 SMS-a, ampak 64-stranska argumentacija, zakaj je to po postopku kršitev integritete in da tukaj poveva gledalcem bistvo. Ne. Če bi vlada, ki je res v predvolilni kampanji obljubila, ne, da bo, ne vem, speljala dejanšizacijo policije, potem to točko uradno uvrstila na dnevni red seje vlade in bi dobila podporo, ne, kot jo običajno tudi dobi soglasno podporo Levice in Socialnih demokratov, da je to torej uradna politika vlade, ne, potem bi lahko take SMS-e dejansko sred noči ali pa sred belega dneva Bobnarjevi tudi poslal. Ampak to je bila osebna agenda Roberta Goloba in bistvo se mi zdi v tistem drugem SMS-u, sam še to, pa končam to poanto, ne, kjer je napisal pika, dokončna pika. To je bila grožnja ministrici, ker dokončna pika, vsi, ki smo pri zdravi pameti, smo to razumeli, ker tega nisi uredila, bom zdaj to urejal jaz, tvojega mandata je pa konc. Ne? Ja, ne, plus tega, da če bi to bila uradna politika vlade, bi tudi se bilo za vprašati pozdravljajo mogoče še koga drugega, ne samo Roberta Goloba. Absolutno. Tako da premier daje navodila ministrom. Ne? Seveda jih daje, ampak v stvareh, ki se tičejo njegove pristojnosti. Ne? In v tem kontekstu je pač Robert Golob blazno zavajal, ne? Mislim, totalno zavaja, ne? Da ne govorim o tem, da je sam zavlačeval z 2 leti z vsemi možnimi pravnimi sredstvi in zahtevami po izločitvah, ne? In še nadaljuje, ne? Konec koncev zdaj je z novim letom nastopil nov namestnik komisije in prvi delovni dan je Zdolšek že vložil zahtevo po izločitvi, zato da se zadeva Karikador, ki je morda pa še bolj sporna, ali pa vsaj na drugačen način, morda bolj plastično, jasno sporna, ne, primer korupcije ne bi odvil pred volitvami. Ne, skratka, pač Golob dela tukaj vse, samo pač nisem mu poklopil, ker je KPK vse to spravil pred volitvami ven, čeprav je Golob vse delo na tem, da bi zadeva se zavlekla čez volitve. Ne. Lej, to, kar sem govoril o Trumpu na začetku, govori o desnem populizmu in lahko spiješ en šot, ne, oziroma eno takratko, vsakič, ko bo Golob oziroma predstavnik Gibanja Svobode na soočenju rekel desni populizem, staviti grem, da boš mrtvo pijan, če boš to počel, ne, večkrat do 22. marca. Skratka, ne, kaj je značilnost populizma v politologiji, teoretsko? Da si izbereš sovražnika, proti kateremu mobiliziraš svoje volilno telo. In zdaj v tem mandatu imaš sovražnika zdravnike, imaš sovražnika obrtnike, podjetnike, potem si imel že večkrat sred mandata sovražnik KPK in računsko sodišče, ki so jim jemali tudi proračunska sredstva. In potem čist v ta populistični paket gre pa tudi sklicevanje na ljudstvo. Pri Slaku je rekel, to mi ni ušlo, ne, je bil citat, čeprav ga semle nisva odrezala, ne bo neka komisija moj razsodnik, moj edini razsodnik so ljudje. Ampak, mislim, v zgodovinski retrospektivi je treba intelektualno pošteno priznati, da tudi ljudi, kot so Hitler, Mussolini in Tito, je pač v nekem obdobju ljudstvo izvolilo na te položaje. To ne more biti kriterij, če smo demokracija. Pri Titu sicer vprašanje, ne, kako, ampak v redu. Zdaj, konec koncev tudi ljudje se razsojajo na podlagi česa, na podlagi tega, kar politiki povejo. In Robert Golob je povedal, če bo KPK izdala odločbo, da sem kršil integriteto, bom odstopil. Ne? Kaj pa je še povedal pri Slaku, pa pač nija v času vsega pokazati, ne? Da
KPK ni odločil, da on mora odstopiti. KPK sploh nima pristojnosti, da bi lahko odločil, da mora Robert Golob odstopiti. Se pravi, ali takrat že aprila 2022, ko je to izjavo podal, zavestno zavajal, češ, da bo odstopil samo v primeru, ko bi KPK mu naročil, da odstopi, ker ve, da KPK te pristojnosti nima, oziroma se je pač enostavno zlagal, ne, ker takrat tega ni rekel. Ne. Takrat je rekel, če KPK ugotovi kršitev integritete, bom odstopil. Še ena skrajno perverzna izjava, ne, ki prav kaže tako na avtokratske težnje ali pa na neko grandiozno razumevanje samega sebe. Če zdaj odstopim, bo državi zavladal kaos. To praktično od rimskega Nerona ni bilo resne izjave na zahodni polobli na ta način. Pričemer kaos vlada ravno za podlagi njegovega vladanja, ko on novembra se spomne, da bo decembra božičnica. Glej, to je kaos. To je kaos. Jaz bi ga pa parafraziral, preden greva naprej, pa pogledava pol odzive njegovih partnerjev in opozicije pri Slaku na novem v seriji Soočen. Edini odgovor na to njegovo sprenevedanje, kako je razumel integriteto 4 leta nazaj drugače, kot jo danes razume KPK, je, da mu volivci 22. marca na nedeljo povejo, da so svobodo z veliko in z malo začetnico in demokracijo si aprila oziroma junija 2022 predstavljali drugače, kot si jo danes predstavlja premier Robert Golob. Vprašanje je, koliko ljudi pač to želi. To bomo pa videli v resnici čez dobra 2 meseca. Zdaj sva pri tem soočenju na komercialni televiziji, mislim, da ga je najbolj karakterno razgalila točko po točko njegove retorike. Vida Čadonič Špelic, poslanka NSI-ja, ki za moje pojme se v bistvu gradi kot eden najboljših retorikov med 90 poslanci. Veliko je dilem, slišim pred temi volitvami, ali bo sploh še na kandidatni listi NSI-ja, kolikor pa imam zadnje informacije, pa je celo pristala na to, da kandidira še enkrat, ampak poglejva več. Poglejmo. Odločitev KPK-ja ni pravnomočna in popolnoma neodgovorno je, predvsem od politikov, da se izrekajo o tem primeru in da vsebinsko opredeljujejo in razlagajo ta primer. Jaz pa vendarle mislim, da je popolnoma narobe, da politiki se ne držijo svojih obljub. Po domače povedano, da prelomijo besedo. Ti politiki zaradi te prelomljene besede nimajo več integritete pred narodom. Zdaj si pa upa v vašem studiu govoriti o politizaciji KPK-ja, o predvolilnem času. Takrat, leta 2023, je imel čas priti in oprati svoje ime in dokazati svojo nedolžnost. Ni ga bilo. Kako ga ni sram pred ljudmi govoriti o 2 SMC-jih? Zamolči pa, da je poročilo dolgo 64 strani. In še nekaj, ko nekdo reče, da če njega ne bo, da bo kaos v državi, takega človeka se je treba bati. Kdor misli, da je nezamenljiv, je zame nevaren. Glede, jaz seveda, če bi se to zgodilo meni, bi se držal tega, kar sem rekel. Obžalujem pa, da starejši kolegi, pa ne samo v tem primeru in ne samo Robert Golob, že desetletja nekako obljubljajo stvari, ki jih potem ne realizira. To ni unikum v slovenski politiki, nažalost. Mi mislimo, da je KPK v bistvu nepotreben, da potrebujemo neko finančno policijo po vzoru italijanske finančne policije, ki se ne bo ukvarjala z načelnimi mnenji in pa z 2-3 SMS-i. Ja, jaz bi najprej začel pri Urški Klakočar Zupančič. Jaz mislim, da je s tisto izjavo, da stvar ni pravnomočna in da je nezaslišano, da to že politika komentira, povedala vse, dobro, tudi o sebi kot človeku, predvsem pa o sebi kot pravnici in nekdanji sodnici, kar sicer sama rada poudarja v svojem CV-ju. Ne sem to, ti mu skočil tlele. Urška Klakočar Zupančič je svojo prvo repliko, ki je bila, mislim, da celo prva ali druga v oddaji, začela: jaz se bom postavila v vlogo nekoga, ki brani pravni red v tej državi. Pazi, predsednica zakonodajne veje oblasti se postavlja v vlogo, ki brani pravni red v tej državi, pri čemer zavaja, da odločba KPK-ja ni pravnomočna, kar je pa potem ravno Rajko Pirnat zelo jasno povedal, da je. Bova to še pokazala, ampak ja, že zdaj povem, ravno obratno je. Dokler sodišče pravnomočno ne izpodbije, razveljavi te odločbe, pač to velja in je to dokončen dokument neke neodvisne nadzorne institucije. Zdaj, Levico bom zelo na kratko poslali, so tudi drugo ligaša na to soočenje, niti imena in priimka se ne spomnim in
In priznam pred gledalci, da se mi niti ni ljubil za tega človeka to preverjati, kdo je. Bom jaz pri Levici povedal, kdo je. Alan Medveš, ne? To je bil šef, oziroma je še vedno šef Levice v Kopru. To je v bistvu tisti, ki je zategnil z Matejem Tašnerjem Vatovcem, ko se je predstavil v SD, in mislim, da računa ravno na tem odhodu Vatovca on graditi svojo politično kariero v Levici v Kopru. Poanta, ki sem jo želel dati, da ob taki par excellence temi, glede pravne države in spoštovanja integritete v državi, pošleš drugo ligo, si tudi poveš javnosti, kaj si o tej temi misliš. Levice v resnici integriteta, to, kaj oni govorijo, pravna država, etika, to jih sploh ne zanima. Ne? In to so s temi zborom govorca povedali. Drugo, kar bi glede njih še na kratko, amorfno so se v poanti nepravnomočnosti spojili z vladajočo Svobodo in to je tudi predigra, to sem jaz globoko prepričan, če jim na volitvah ne uspe čez parlamentarni prag, bo nadaljevanje tega, da ko papiga ponavljajo iste izjave, tudi združitveni kongres po vzoru LMŠ-ja in SAB-a in bo lepo Luka Mesec vzel še 4 leta kakšne funkcije znotraj večje stranke. No, potem sem pa želel dati eno načelno poanto, da se ustavim pri tej, se pravi Svoboda, Levica, poročilo ni pravnomočno. Mi imamo eno tarčo pred novim letom, ki je razkrila, da so nekateri uradniki, 2 na ljubljanski, 1 pa na kranjski upravni enoti, bili vpleteni v domnevno podkupovanje v zameno za gradbena dovoljenja. Včeraj je tarča razkrila mal follow-up, da je 2 od 3, nobeden več od 3 nima istih pooblastil, kot jih je imel pred oddajo. Ena je šla v Ljubljani iz svojega oddelka, ki ga je vodila, drugi ima pa preklicano pooblastila za vodenje postopkov, se pravi, ne more več o gradbenih dovoljenjih odločati. Se pravi, za uradnika, ki naj bi v skladu s prisluhi, ki so bili objavljeni, pobasal 50 000 v gotovini, pravnomočnost ni problem, njemu jutri vzamemo kurjemu tatu vsa pooblastila, medtem ko premier, ki ima pod svojim resorjem, pod svojo komando 17 milijardni letni proračun, bo čakal na pravnomočnost, preden se bo blagovolil umakniti iz politike. Kam smo padli kot država v resnici? In 2 vladni stranki, ki dihata kot eno, nas prepričujeta, da je to vse normalno pač. Ja, jaz bi se navezal še naprej. Je sledil naslednji dan še eno soočenje je sledilo, v katerem so bili pravzaprav te bolj izven parlamentarci in Anže Logar. Zanimiv mi je recimo odziv Vladimirja Prebiliča. Prvi dan, ko je zadeva prišla ven, se je nekako zelo vlekel, češ breme je na Golobu, to ni naše breme. Potem ga je vendarle Slak privil na 24 ur zvečer, da je nekako potem izustil šele po drugem odgovoru, mojega glasu definitivno ne bo dobil, če bi se recimo tudi na sodišču izkazalo poročilo kot pravnomočno. Ni mi bil posebej prepričljiv, kar se tega tiče. Se mi zdi, da je tukaj pa res razočaral, ker je nekako na začetku, ko je nastopil svojo kariero, politično, mislim to državno-zborsko politično kariero, je šel zelo jasno s to protikorupcijsko agendo. In zdaj pravzaprav to, da ni zmožen neke resne, bom rekel, zelo konkretne obsodbe. Veš kaj, vidi se, da ga je to, kar on rad sam uporablja kot termin, se pravi politični inženiring Levice, da se ga je dotaknil. Te ankete, ki so mu jih naštimali, ki kažejo na 2,5%, on zdaj v bistvu išče srednjo pot med tem, da bi ga levi establishment vendarle mal podprl, mu dal vetra v jadra, da bi se mu odprl tudi določen medijski prostor na levi in med tem, da bi na Prafaktorju razmontiral Goloba, pa nastopil kot alternativa, ampak Vladimir Prebilič srednje poti med tema 2 izbirama ni. To je tako, kot Miran Rudan, izbereš pa tisto, ki je ni. Ne, tega ni. Ali greš na polno v to tekmo, ali pa ne greš. Ja, mislim, da je pač in edina opcija za njega bi bila alternativa, zato ker če se on zlije z Robertom Golobom, tako kot se zliva Levica, potem ni nobenega razloga, zakaj bi kdo sploh volil Vladimirja Prebiliča, če se pač kaže kot nek Golobov podrepnik, kar me pa še sploh zabavalo, je pa Kordiševa razlaga integritete, češ, da mu ni treba odstopiti, če bo izpolnil zahteve mi socialistov. Ja, jaz bi še iz tega nastopa bi še 2 stvari pokomentiral. Jasna je bila tukaj ločnica, verjamem, da se marsikdo, recimo odkar je Jernej Vrtovec otoplil odnose, nekateri metaforično pravijo, da si je z spravljivejšo retoriko do Janše in SDS-a pokril desni bok,
se sprašujejo, ja, kaj pa je zdaj razlog, da voliš NSI, da ne kar SDS-a. Tukaj je bila zdaj v tem soočenju ločnica najbolj jasna. NSI je šla takoj na politično odgovornost predsednika vlade, medtem ko si SDS nekako tudi v teh novo nastalih razmerah za prvo tarčo ni izbrala Goloba, ampak KPK. In je Hojs prišel v studio povedati, da tega organa ne potrebujemo, da mora biti neka drugačna politična policija, finančna policija, ne, in je tudi izrecno 64-stransko poročilo označil za kozlovsko sodbo, ki temelji na 2 SMS-ih, s čemer je šla ironično SDS v relativizaciji dlje od Goloba. To se mi zdi neverjetno, ampak kaže pa na to, kar opozarjava v epizodah, da duopol ima določene stične točke in skupne interese. Jaz bi rekel, da je SDS v tem kontekstu konsistentna s svojim siceršnjim odnosom do KPK-ja. To pa drži. Mogoče še 2 stvari, ki me tle zabavata. V tem kontekstu bi sam en stavek dodal, in sicer, da 2013 je imel Janša tisto poročilo Klemenčičeve KPK, ki je šlo tudi na Jankoviča. Obe poročili sta še vedno, sta obstali. Za Janšo nisem prepričan, vem pa, da je Jankovič šel povsem do zadnje inštance na ESČP v Štrasburg, in povedali so mu, da pač nič ni bilo kršeno. Nobena njegova pravica ni bila prizadeta s tistim poročilom, tako da je treba in SDS-u in Gibanju Svoboda povedati, da tisti poročili izpred 13 let stojita še naprej. Zdaj, kar me je še zabavalo v teh soočenjih ta teden, je Kordišev zaključek, ki pravi, ljudje v tej državi si zaslužijo demokracijo, in to reče tip, ki sam zase pravi, da sicer hoče socializem, tako da ta je že sploh, in pa ljudstvo bo odločilo. Ljudstvo bo odločilo, politike morajo povedati, za čem stojijo, in potem bo ljudstvo odločilo. Ampak ljudstvo rabi tudi nekega arbitra za to, da lahko ima neke reference, in ravno to so te neodvisni organi, oziroma bi vsaj morali biti, in mislim, da lahko zdaj pokažejo še izjavo od Samo še stavek prej, ker se SD-ja nisem dotaknil, bom pa rekel tako. Mešani občutki, SD mi gre na živce, moram reči. Mi gre na živce, ker je v tem mandatu tipična alibi stranka za Roberta Goloba, se pravi, pri vseh teh svinjarijah gledajo jih in so tiho, in zdaj, ko se volitve bližajo, so se odločili od tega distancirati. Bom pa pošteno rekel, da ker je spomin volivca kratek, kampanje se lotevajo dobro, tako Matjaž Han kot Luka Goršek, 2 dobra retorika, ki jih bojo pogosto pošiljali v ogenj. Jaz sem prepričan za njih, da bojo v novem mandatu močnejši kot v tem, mi grejo pa zaradi nenačelnosti na živce. To pa še enkrat ponavljam. Točno to, Če bi poslušal besede, super, ampak fantje iz SD-ja, kje so dejanja? Prosim, a lahko enkrat pokažete Robertu Golobu, da ste samostojna stranka in da niste samo tista čivavica, ki nekje malo laja, in se potem skrije v mišjo luknjo, takoj, ko na dvorišče pride Robert Golob. To se mi zdi pač tisto, kar se mi zdi ključno povedati. Zdaj, da ne bova samo midva referenca, mislim, da je eden večjih pravnih strokovnjakov je tudi to jasno povedal te dni. Ne, to je že veljavna odločitev. Tudi sam upravni spor niti ne zadrži njegove veljave. Upravni spor samo potem, ko sodišče odloči, je lahko učinek, da odpravi odločitev KPK. Do takrat pa velja. In jo je treba obravnavati kot pravno veljavno odločitev. Zdaj, kar je ključno, se mi zdi tukaj, na laž se postavi Urško Klakočar Zupančič, veliko pravnico. Zgleda, sta neko drugo pravo študirala. Očitno, mislim, da je on profesor na isti pravni fakulteti. In pa pravo je tisto, ki nas ščiti pred, bom rekel, in diktatorji in tudi diktaturo ljudstva, na zadnje. Tako da toliko, recimo, o tej vladavini ljudstva. Jaz bi pa samo eno načelno podporo dal strokovnjakom tipa Rajka Pirnat. Bil je v tem mandatu že brutalno napaden strani političnega inženiringa Gibanja Svoboda. Takrat Lenarta Žavbija enkrat pred meseci v studiu Pop TV, ko je ravno tako, že preliminarno opozarjal na težave Goloba v zadevah Bobnar, mislim, da je na Karigador predvsem takrat njegova ostra kritika letela, in v redu je. Takrat so mu potegnili ven celo neke pogodbe, za katere se je izkazali, da jih nima, spustili so se na osebni nivo, ga preiskovali, s kom sodeluje, piše pravna mnenja in tako naprej. Najboljše možno sporočilo takim avtokratom je, da ko pride priložnost, še enkrat pokončno poveš, v skladu s stroko in s tistim mnenjem, za katerim stojiš. Ko so že pri medijskem inženiringu.
Mislim, meni je noro, ne, ker to, kar bova pokazala v nadaljevanju, je nastalo na večer, ko je predsednik vlade Republike Slovenije moral odgovarjati na vprašanja Uroša Slaka o pač kršitvi integritete, ne. In včasih, to mi je v bistvu največji ta duh časa in von, ki ga je v Slovenijo upeljal Robert Golob, predtem mislim, da res tega nismo imeli, ne. Včasih si lahko domneval po takem dnevu, kako se nek politik vzvišeno v zasebnosti zvečer ob kozarcu vina norčuje iz neodvisnih institucij, zdaj ti to sami posnamejo. Zdaj to objavijo in dokažejo, da to tako je. Ne? Kaj si rekel, da si skoraj cool? Sem skoraj Avdić. Pridem domov, zaspim za 1 uro, potem naprej. Pridem domov, spim za 4 ure. Že drugi večer preživljate na televiziji. Je Tina kaj ljubosumna? Ja, in še celo en video čudanje objavlja na storju, tako da malo je, ja. Ne ljubosumna. Malo je slabe volje, ker me ni nič doma, pa preveč delam. Mislim, to, da se premier po 4 letih na funkciji v predvolilnem času primerja z enim bolj priljubljenih komikov, pač radijskim voditeljem, ne, to mi je celo pošteno priznanje, ne, da je komik, ker to je satira državništva, kar počne Robert Golob in ravno te videi to satiro najbolj močno izostrijo. Kaj sta nam Robertina, torej Robert in Tina, želela povedati na večer, ko je bila tema negativno poročilo KPK, da je to samo še en čudovit večer na estradi, da je to samo še eno poleno, ki ga je po krivici dobil strani svojih političnih nasprotnikov. To, dragi moji, to je definicija, bom zdaj sprovociral namenoma, desnega populizma, kar počne Robert Golob. In je čisto preusmerjanje pozornosti. Kakršnega koli populizma že, ne. Enega tazga, recimo, smo lahko gledali potem tudi ta teden kar 2-krat, ne. Lahko bi rekel celo, Robert Golob ni samo kandidat, bom rekel, nekega tega centralno-levega establishmenta okoli Svobode, ne. Očitno so si ga za svojega osrednjega kandidata za prihodnje volitve izbrali tudi borci za vrednote NOB. Ali pa se jim je kar sam izbral. No, ali pa nimajo toliko samostojnosti, da bi pač sami o tem izbirali. No, skratka, Robert Golob je bil ta teden oziroma ta vikend, no, v bistvu najprej v soboto, potem pa še v nedeljo, ker tak pohodnik, ne, na več partizanskih proslavah, 2, če smo konkretni, ne, v soboto. Če sem malo žlek, bi rekel, da je več novih lokacij spoznal pri 60-ih, ali koliko je star neki tacga, ne. Ja, najprej. Marsikje se je prvič pojavil zdaj slučajno pred volitvami, ne. Najprej na Osankarici, potem pa še v Dražgošah, ne. In morda lahko pogledamo najprej, kaj je povedal, ne. Kdo je tisti, ki danes iz dneva v dan širi lažne govorice, lažne novice? Kdo je tisti, ki v naši zgodovini iz naše zgodovine ustvarja prepir in delitev? Kdo reže glave spomenikom slovenske zgodovine? Kdo spet riše svastike in kdo misli, da bo v državi lahko nemoteno širil sovraštvo samo zato, da se dokoplje do oblasti? Poskušajo nas prepričati, da smo bili Slovenci pod brizgom vodnega topa bolj svobodni, kot smo danes. In da bi bili na novo napisano zgodovino bolj povezani. Naj jim sporočimo, nikoli vam ne bo uspelo. En tak lep avtoportret si je Robert Golob naredil, ne, v teh govorih. Mislim, ko sem to poslušal, sem se sprašal, a bo na koncu zaključil, pa to sem jaz, Robert Golob. Ki širim lažne govorice, lažne novice in sovraštvo samo zato, da bi se dokopal do oblasti, ne. Jaz bi še nekaj rekel, ta del v Dražgošah, ne, vodni top, brisk vodnega topa, solzivce je nekako čudežno pozabil omeniti. Ampak hočem ti reči, to je v bistvu 4 leta kasneje, po covidu, daleč od covida, kljub temu, da je bila to ena travmatična izkušnja, smo vsi že kar malo pozabili, da se je to sploh zgodilo, ne. A to je še naprej ironično edina programska točka Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, o kateri smo lahko gotovi. Torej, vodni top kot permanentni politični program vladajoče stranke, ne. Sicer pa nastopi, kot sta ta dva, ne, imajo samo eno simbolno funkcijo in to je želel Robert Golob v soboto in v nedeljo v resnici doseči. Utrjevanje pozicije brez prizivno, nedvomno edinega dopustnega levega hegemona,
ki je prvi garant, da po 22. marcu ne bi prišlo do 4. vladavine Janeza Janše, ne. Kot sem rekel, prvič na določenih lokacijah kot izletnik, žalostno v resnici. No, in še ena slika populizma, ne, in res vsakič, ko bo rekel populizem. Mislim, zdaj, če tvoji pivski igrci začetka oddaje dodava še solzivec in vodni top, potem zadeva postane že nevarna, oziroma je potrebno po enem soočenju že na izpiranje želodca. Pol se iz te države treba izseliti. Zdaj, jaz bi se eglih izpostavil gledati. Še en moment sem pozabil. In sicer, je bil pač govorec v soboto na Osankarici, ampak potem, da je bil še govorec v nedeljo v Dražgošah, je pa tipičen primer tega, kako od pomladi 2022 kanibalizira levi politični pol. Če bi imel mal tega državniškega šmeka, malo občutka za vodenje nečesa, čemur se reče koalicija, ni to nek monolog 4-letni, ampak je koalicija, potem bi eno od teh prireditev, z veseljem bi verjetno skočil na ta govor, prepustil ali levici, ali SD-ju, ampak ne, premejhen je za to. On mora govoriti povsod. Pričemer je bilo zelo jasno videti, kako je na Osankarici imel kot generalko, kjer je bil bistveno bolj slabe volje videti, in tudi nekako manj tega žara. No, v Dražgošah, ki je bil pa ta velika proslava, jaz temu pravim celo romanje, ker je Dražgoše imajo res en tak verski značaj neke te komunistične religije. In najbolj mi je pa ironično, sploh, če se samo, da sploh praznujemo mi te neke Dražgoše, ker kaj se je v Dražgošah sploh v resnici zgodilo, ko Robert Golob govori o potvarjanju zgodovine. In hkrati govori, da so Dražgoše simbol slovenstva, junaštva in slovenske suverenosti. Zdaj, Cankarjev bataljon se je umaknil v Dražgoše po nekaterih informacijah na povabilo nekega učitelja in nekih njegovih sledilcev v vasi, oziroma na lastno pest, kjer so potem priredili 2 mitinga, razglasili sredi Tretjega rajha, sredi zime 1941, to neko tako imenovano Dražgoško republiko, kar je bil totalen joke, ker itak ni bilo nobene realne možnosti, da bi karkoli ohranili. Mislim, da so imeli popar nabojev, ti partizani. Ljudje v vasi so jih prosili, naj se umaknejo, da ne bodo sprovocirali Nemcev, kjer je bilo jasno, kaj sledi. Kaj se potem je zgodilo? Partizani, Nemci, ko so prišli, 120 partizanov je takoj pobegnili, nekaj se jih je potem še nekaj malega borili in tudi potem, ko so se resni boji začeli, tudi so vsi pobegnili. Še bolje bizarno, ko so potem v kočah na Ilovici noseče ženske in starce metali ven iz koč, da so se sami noter naselili, in kar mi je pa potem vrhunec ironije tega, ko so potem Nemci vas požgali, izminirali, pobili dobršen del domačinov. Ko so domačini se vrnili v Dražgoše, da bi vas obnovili, in prišel tudi minister za gradbeništvo takrat in predstavil načrte, kako naj bi se Dražgoše obnovile. Mimogrede, Dražgoše so nekako iz 2 delov, in na vsakem tem zaselku Dražgoš bi komunistična oblast postavila en stanovanjski blok. To je bila komunistična rešitev za Dražgoše, ko so ga potem izgnali oziroma mu plunili v obraz, so sami mogli zgraditi celotno vas nazaj brez pomoči države. In to je zgodba, ki je ta država oziroma ta oblast je pa potem zgradila tisti betonski monstrum, ki ga zdaj lahko gledamo, s katerega potem je Robert Golob govori, in tja prekopala te domačine brez njihovega soglasja. Prej, ko si o tej, kulisi verski, da te je spominjala na obred, govoril si me spomnil še na nekaj. Se ti spomniš prizora v slikanici Levji kralj, ko pač ta mladi, novi Levji kralj, ki bo šele prisegel, seveda priseže spodaj, pod skalo se pa zberejo pač živali, med njimi tudi bistveno bolj izkušeni levi in levinje, pa vendarle imajo novega, rahlo zelenega šefa brez kilometrine, no to je bil Robert Golob tam na piedestalu, na tem betonskem monstrumu, spodaj, kjer sta ga pa gledala Zoran Janković in Milan Kučan. Tako da je predvsem, če je to versko obredje, je pa hkrati tudi najboljši praktični prikaz tega, čemur pravi Vladimir Prebilič, politični inženiring leve sredine. In točno to. In zdaj smo pri novem dejanju v tej zgodbi. Novo dejanje političnega inženiringa. Potem, ko so vsi nekako zavrnili Vladimirja Prebiliča na vabilo na kavico, so se ta teden v torek,
kako naključno, ne? Isti dan, kot je KPK izdala poročilo in skoraj neverjetno je, da Golob tega ne bi vedel vsaj kakšen dan prej. Ne? Torej, v torek so se zbrali vsi voditelji tako imenovane leve sredine oziroma skrajne levice, ne? Na kosilu pri Robertu Golobu. In ta je spet iz tega naredil estradniški spektakel, povabil si je celo neko ekipo produkcijsko, ne, ki je iz tega naredila video. Poglejmo to. Predsednik, kaj se dogaja in kje smo? Smo v Penu, na kosilu vseh strank, ki verjamejo v svobodo. Zato, da povabil je zame prava zadeva, da kdor bo prišel, pa se bo probal dogovoriti. Jaz upam, da bo kosilo v redu. Ne govorimo o enotnosti, ker meni enotnost ne pomeni nič. Ampak ta občutek, da smo skupnost in skupaj odgovorni za to, kar se bo z nami dogajalo, to pa mislim, da je tisto, o čemer bi bilo potrebno slovenske politike danes razmišljati. Da želimo vsi pozvati vse volivke in volivce, da se teh volitev udeležijo v čim večjem številu. Ne bo šlo za navadne volitve, ne zaradi Slovenije, ampak zaradi celotne svetovne situacije. In mislim, da Slovenija kot eden tistih redkih otokov stabilnosti v svetu ima dobesedno to odgovornost do svojih otrok, da taka ostane tudi naprej. Stabilna država, v kateri vlada red in država, v kateri ne izvajamo družbenih eksperimentov. Ampak je dober, je skoraj toliko dober, kot Avdić bi rekel. Mislim, res stabilno, kako se odvijajo stvari. Predvsem pa pazi, ne mine dan, ko ne bi kakšno delodajalsko združenje obrtno-podjetniško reklo, da pod to vlado cvetijo družbeni eksperimenti. On reče, lih to, mi smo država, kjer eksperimentov ni, ampak bistvo. Ne? Po Sankarici in Dražgošah je bil to tretji psevdodogodek. Psevdodogodek je nekaj, kar si izmisliš, pa v resnici ni dogodek, ne? Kjer se je premijer prišel pred ljudi pokazati kot prvi na svojem političnem polu. To je pač zelo enostavna strategija, ne? Pri čemer zdaj, ne, ker vse že vemo, konc tedna obstaja resen sum in mislim, da ga je tudi Prebilič na tem soočenju, ki si ga omenil, že artikuliral, da je Golob že dobro vedel v času kosila v Penu, da bo koalicijske partnerje ko marionete v Lutkovnem gledališču privlekel na to kosilo ravno na dan negativnega poročila KPK, da ga že vnaprej simbolno legitimirajo kot levjega kralja, ker sem prej govoril o tem. Ne? Zdaj, glede na zaključne ugotovitve, ki jih je KPK, kot smo iz medijev zvedeli, sprejela še pred novim letom, ne? In glede na to, da sta celoten tempo tega postopka zelo dobro nadzorovala, predvsem Zdolšek in premier Golob, ne bi bil presenečen, če je točno vedel, da bo na torek novica, pa jih je privlekel sem kot svojo kuliso. Ne? Še posebej, ker v bistvu novica je bila takrat, ko je Zdolšek oziroma Golob to poslal naprej in da je odločitev sprejeta, vemo, je bila pa že pred novim letom. Tako da v resnici zdaj, kaj se je ta 2 tedna točno dogajalo na tej poti, niti ni jasno. Ne, mi je pa tako, bom rekel, jasno sporočilo je, ko so odhajali vsak posebej, ne, da tukaj neke hude enotnosti ni kljub vsemu, ne, pa vendar so se pustili nategniti, no, bom rekel, ampak veš, kaj je bil voditelji. Ne? Najboljšim je bil Han. Štev sem pol skoraj, ker nisem mogel verjeti, kako bliskovito je šel spred kamere. Jaz mislim, da je do 20 ali 25 sekundno izjavo in potem tudi dal vedeti adijo. Skratka, da se mu ne da več sodelovati v tem. Ne, ne ampak seveda, ne, in tudi ostali, ki so hodili ven, en pa po eden dajati izjave, mislim, če bi bila to res neka enotnost, bi prišli skupaj ven, se postrojili tukaj, bi imeli ne samo generalnega sekretarja Svobode v ozadju, ampak bi imeli še vse predsednike stranke Levice, ne, ampak s tem, da so pa prišli, pa nič konkretnega res povedali, v smislu, da ne, sej potem so razlagali naslednje dni, kako so za zaprtimi vrati povedali Golobu, kar mu gre, ne, pa prav zelo ne verjamem, ne, glede na okoliščine, ki smo jih tle videli, ne, v smislu, da so pravzaprav so dali vedeti, da na levi ni nobene resne alternative Robertu Golobu, še Vladimir Prebilič, ki je celoten politični kapital gradil na tem, ne, je potem ponižno, seveda, po svoje razumeš, ne? Če ti gradiš tudi na tem povezovanju in sodelovanju, težko zavrneš tako kosilo. Ampak lahko pa prideš ven iz takega kosila z nekimi precej bolj jasnimi stališči. Ja, prišel pa je z 2 računoma in sicer, da je potem v slogu Boruta Pahorja in Gregorja Viranta Slovencem povedal, da kave je vsem častil on, ne?
Prebilič in da si je tudi sam plačal kosilo, ker najbolj nevarna in najdražja so zastonj kosila. In ko so že pri Prebiliču, Janez Poklukar je na Facebooku objavil, da mu je odsvetoval udeležbo na tem kosilu, ker, kot pravi, brez resnice ni sodelovanja, koliko resnice pa je, smo pa lahko glih kar videli v tej izjavi. Če ljudje, kot je Poklukar, jaz ga ocenjujem kot, tako bi ti rekel, precej zadržanega ali pa konzervativnega v nekih javnih izjavah, še kot ministra se ga spomnim, če je on se to odločil javno deliti, da je torej nasprotoval udeležbi na tem, ti tudi kaže, da 2 meseca pred volitvami neke razmere notranje v tem prerodu Vladimirja Prebiliča niso najboljše, oziroma da se dogaja vrenje, ker je razkorak med začetnimi ambicijami in tem, kar se kaže zdaj preprosto gromozanski. No, je pa ena stranka vrhunsko izkoristila to kosilo, to je pa stranka resni.ca, ki je dobila vabilo, s tem je pravzaprav Robert Golob legitimiral, torej stranko anticepiteljev in teoretikov zarot. Je tudi v bistvu Robert Golob zdaj brandiral na anti-Janša pol. Ja, na anti-Janša pol so se brandirali sami, s tisto svojo overjeno izjavo, da z Janezom Janšo ne grejo v koalicijo, ampak Robert Golob jim je dal legitimiteto, da jih je povabil na kosilo, oni so si jo pa podvojili s tem, ko so pravzaprav rekli, ne pridemo. In naredili 2 članka iz tega v vseh medijih na Messenger. Tako da tukaj se je izjemna drža, recimo populistična sicer, ampak spretna drža Zorana Stevanovića. Se je za učiti. Tole je bil popolnoma prazen dogodek, ker na koncu vsi imajo že sestavljene liste, tako da tista je nulova, da bi šli Pirati, Vesna, Levica in koga je dal še še nekoga je. Mi socialisti, je bila itak prazna, zaradi tega, ker je jasno, da imajo vsi kandidate že evidentirane, in edino, kar so se na tem uro pa pol dolgem, približno 2 ure dolgem kosilu zmenili, je, da bojo probali biti kakor tok džentelmenski v kampanji. Mislim, dogodek, ki ga dejansko ne bi bilo, če ne bi bilo poročila KPK-ja. O tem sem zdaj z distance skoraj prepričan. Z vami odkrivamo nove svetove neverjetnih možnosti. Smo več kot omrežje, smo skupnost, povezani. Naj vas v prihodnost popelje premijski paket Oranžni King z vsem, kar potrebujete. Prvo leto po akcijski ceni. T2. Pripravljeni na prihodnost. Bistveno manj prazen dogodek je bil pa v torek, par ur pred tem kosilom, mislim, da se je ob 9 začel v organizaciji gospodarskega kroga, Združenje Menedžer je gostilo, pa še par teh delodajalskih organizacij, mislim, da so postavili 9 političnih strank pred polno dvorano gospodarstvenikov in medijev. Kaj reči o tem? Mogoče na začetku vendarle malo vsebinsko razpravi. Bili so z vladne strani, da poveva malo ljudem, kaj jih tam ni bilo, so prišli 3, finančni minister in podpredsednik Svobode Boštjančič, potem je bil Luka Mesec, ki po mojem v tej državi nekako simbolizira boj proti kapitalu in proti svobodnemu trgu. No, ta primat mu zdaj jemlje, Miha Kordiš počasi. In potem kot tretji, ki je pa tam meni se kar smilu, kot ena kolateralna žrtev dogodka, je bil še državni sekretar, desna roka od Hana na gospodarstvu, Matevž Frangeš, in doživeli so, mislim, v bistvu z eno besedo doživeli so Blaža Brodnjaka potem tam. Poglejva. Da ugotovimo, da pa je daleč največji izziv, ki ga imamo. Daleč največji izziv v tem, da v nastopih visokih predstavnikov trenutne administracije mogoče iz besed in obrazne mimike v teh nastopih zaznati veliko podcenjevanja in predvsem prezira. A izjemno pomembno je razumeti, da se je po vsem tem poniževanju in zaničevanju prezir razvil vzajemno čustvovanje. Zavedajte se tega. Pod površjem vre kot še nikoli. Kot še nikoli. Do te mere, da sedanjemu stanju apatije po volitvah, brez sprememb v miselnost in takojšnjega ukrepanja, lahko sledi le zavestno, pospešeno, davčno in poslovno optimiranje v tujini. NSI-ov program akcije z vidika obdavčitve prejemkov zdaj že higienski minimum. Vse, kar bo manj od tega, bo veliko razočaranje po volitvah. Veliko razočaranje z napovedanimi posledicami. Če smo malo cinični, si bomo bodisi pomagali, bodisi pa pomahali v slovo. Se opravičujem, bilo je nujno. Ja, toliko o stabilnosti
predvidljivosti, ali kako je že govoril Robert Golob, pa ne eksperimentih, kar se tiče vlade, ne? Oziroma odsotnosti kaosa. Ne? Prej bili če še zaploskal, Luku pa Klemnu pa srce ni dalo, da bi ploskala na to. Je pa res, meni je srce zaigralo, no, bom rekel, čeprav oba sva bila tam, no. Pač mi je hkrati počlo in zaigralo, kot bi rekel Blaž Brodnjak, ne, ker to, kar je Blaž Brodnjak povedal, je v resnici zaskrbljujoče. Katastrofa, ne, še posebej pa, če bi se recimo ponovil mandat. In to je tudi nekaj, čemer, kakor da ne vem, tudi mainstream mediji malo ujčkajo, pa vsakokratno oblast, ne samo te, ne, pač določene stvari te ljudje morajo v tistih svojih slonokoščenih stolpih sem pa tja slišati in to je bilo to. Kar se mi zdi pa zelo pomenljivo, ne, tukaj pa še bolj imam še večji respekt ravno do Blaža Brodnjaka v tem smislu, ne, ker se je pa podjetnikom in gospodarstvu opravičil, da jih je gospodarski krog pustil na cedilu, da se niso dovolj... Ker ni uspeli zlobirati kaj boljšega. Tako, da se niso dovolj ostro pogajali z vlado. Ne? In tukaj se mi zdi, je običajno nek ta problem gospodarskih združenj, ne? Da si pravzaprav ne upajo zares ostro nastopiti proti vladi, ker se bojijo in inšpekcij, ki jih potem vlada pošlje v podjetja, ki so recimo v lasti teh vodilnih v klubih, ne? Ali pa zgubijo subvencije ali pa tako dalje, ker tukaj ima politika precej možnosti za maščevanje, ne? Ko gre za te za to vrstne pač načine obračunavanja, ne? In končno se je nekdo oglasil, ne? Ker smo slišali že po prejšnjih volitvah recimo Joca Pečečnika, bomo gledali vladi pod prste in tako dalje, ne? A smo videli kakšno resno grožnjo, bom rekel, kakšno resno akcijo gospodarstva, žal ne, še kmetje so imeli bolj resno tiste proteste s traktorji pred 2 letoma, ne? Kot pa recimo gospodarstvo, ki v resnici drži gor Slovenijo, ne? Je pa res seveda, da ima gospodarstvo zelo omejen način, ne, ker nima recimo nekega masovnega človeškega potenciala, ker ga obvladujejo sindikati delavce, hkrati pa recimo, če bi se pa to, kar v resnici je moč gospodarstva, da bi začeli državljansko nepokorščino, imajo pa potem težave, ker imajo davčne dolgove, pa ne morejo dobiti kreditov in tako dalje. Ampak vendarle, ne. Veš, v čem je največja moč Blaža Brodnjaka? V tem, da ljudje, navadni ljudje in polna dvorana, recimo gospodarstvenikov, vsi začutijo v hipu, ko začne, da govori najprej s srcem. Saj lahko potem, kot bo še pokazala, nek minister maščevalno privleče na dan njegovo letno plačo. Ampak jasno je, ko ga poslušaš, pa si lahko iz te ali une družbene kaste, da človek v prvi vrsti ravno zato, ker ima denar, ne govori z denarnico, ampak govori od tu noter. Pristan je in ker pravijo, da zato tudi ta kritika to politiko dnevno toliko bolj zapeče, ker vejo, da ljudje to prepoznajo, vidijo tudi na družbenih omrežjih število delitev, število lajkov, ki jih dobijo te videi in se tega bojijo. Ne? Bi pa rekel dvoje, še nekaj je zelo dobro pri Blažu Brodnjaku. Vsakič, ko spregovori, nastavi 2 ogledali. Eno ogledalo nastavlja aktualni oblasti z njenimi nemogočimi družbenimi eksperimenti in s to obdavčitvijo in 1,5 milijarde bremen dodatnih na leto. Drugo ogledalo nastavlja pa tudi svojim stanovskim kolegom, vrhunskim menedžerjem in podjetnikom v tej državi, za katere se meni zdi, pa mislim, da deliva to prepričanje, da bi lahko bistveno večkrat in na bolj energičen način artikulirali javno svoje občutke in tudi bolj jasno pred javnostjo ovrednotili, sploh v času, kot je ta pred volitvami, neke ekonomske politike posameznih političnih strank. Koliko razumem, da ne bom krivičen, obrtna in gospodarska zbornica pred temi volitvami natanko to počneta. Slišal sem tudi off the record, da gospodarska zbornica pošilja podrobnejša vprašanja strankam glede njihovih ekonomskih politik. Se mi zdi to korak v pravo smer in če si opazil, Blaž Brodnjak je rekel, NSI-jev gospodarski oziroma davčni program kot higienski minimum. Zakaj mi je to všeč? Zaradi tega, ker gospodarski krog v Sloveniji nekako ne zmore svojih hotenj artikulirati v politični smeri in če nekdo reče, da je ta ali tista stranka reprezentant teh idej, je to povsem, je to v bistvu dolžen povedati slovenski javnosti. Ja, že sam dogodek, ne, na katerem pa je to bilo, je pa pred tem 2 uri bil na smrt dolgočasen v marsičem, ne, ker organiziran povsem narobe, ker so enostavno pač dali politikom prostor za bullshitanje, če tako rečem, ne da bi jih pri tem kakorkoli resno izvali. Mislim, da ne 2-krat so se odzvali na ministra Boštjančiča, sicer pa prav veliko drugega ne.
Dejva biti še kle, glede samega izrečenega ali pa nekega duha te razprave poštena. Ne? Na vladni strani sem povedal, kateri trije so prišli. Mejhna razlika, eno zvezdico naredim drobno zraven pri Frangežu, ker si rekel, da se je Brodnjak opravičil svojim stanovskim kolegom, tudi Frangež se edini v imenu vladajoče politike opravičil za ukrepe, za katere pač Brodnjak meni, da so neumni. Tako se je izrazil v ukrepih. Mesec in Boštjančič pa sta Brodnjaka v bistvu osebno napadla. Tako, potem sta šla prav na ta oblastniški cinizem najdlje Mesec, ki je rekel, da če si kdo v gospodarstvu želi dialoga s politiko, s to partijo, ki je 3 štenge nad vsemi, potem se ne sme tako pogovarjati z njimi, kot se je Blaž. Ker sicer se pod gospodarstvo ne zelo nežno z njimi pogovarja že 3 leta in pol. Sicer bi pa splošni duh razprave, kdo je bil dober, kdo je bil slab, kdo ima sploh kakšne ideje, kako gospodarsko zapeljati razvoj Slovenije, bi jaz 3 omenil, pa 3 bo po mojem vsem presenečenje sploh od mene. Bila sta, se pravi, Logar in Vrtovec, kjer se je videlo, da so gospodarske ideje razdelane, tudi kot del neke mainstream dnevne politike, ki jo gledamo, in potem so vsi kar naenkrat z mano vred, polka smo se pri rogličkih pa soku pomarančnem pogovarjali, vsi so rekli, pa kdo je bil ta od resnice? Da povem, Andrej Perc je bil tam, Kranjčan, menda, jaz sem tudi Kranjčan, pa prej nisem slišal za njega, podjetnik iz Kranja, ki se ukvarja z digitalnim marketingom, komuniciranjem, ki je dejansko, ko je bil vprašan po konkretnih ukrepih, skoraj vsakič naštel enih 5 ukrepov, ki to ti morda lahko potrdiš, ker si bil tam ob meni, ki dejansko niso bili lunatični, so bili dodelani več ali manj ukrepi. Celo z nekaterimi izračuni. Zdaj pustimo tisto, da bojo denar dobili s pregonom korupcije, ampak ker je smešno, če imaš ti, rekel, predsednika, kakršen je Zoran Stevanovič, ki se bori proti korupciji, bo rekel, dobi še to, da nekoliko negativno... Na temo Perca, vprašanje pol po koncu, tako v ožjih krogih, je bilo ne, kje je Stevanovič našel Perca, ampak kako je možno, da je ta Perc, ki je v bistvu super retorik, najdu Stevanoviča od vseh, kjer bi lahko bil. Nekoliko manjše razočaranje meni je bila pa recimo Polona Rifel, ki je sicer pa, mislim, glede na to, da je prihaja iz pristopa, da je neka oseba, recimo, ki zna podajati mnenje, tudi na soočenih pred prejšnjimi volitvami izjemno dobro nastopala, nekoliko bolj medla kot recimo prej, in pa presenečen sem bil sploh, da je SDS njo recimo poslala, ko se prej ni nekako brandirala kot recimo kader SDS-a. Recimo, to je bil nekako meni tak manjše presenečenje, ampak minister Boštjančič in Mesec nista samo tam ošvrknila Blaža Brodnjaka, sledil je še follow-up na družbenih omrežjih. Sam še to, lih na Boštjančiča pa Meseca, meni je bila tudi njuna telesna mimika tam na dogodku enkratna. Mesec je kazal ta prezir, o katerem je tudi Brodnjak govoril, z nenehnim nasmihanjem, kadarkoli kdo iz gospodarstva, ki je imel za pripomence, on cinično smejal, medtem ko Boštjančič se je pa zleknil z neko pošvedrano kravato, tako na pol je ležal v svojem stolu, kot na nekem kontinentalnem letu v poslovnem razredu, recimo. Obnašal se je pa tako demagoško, da je praktično res, to je bil pa meni tudi, pričakoval sem demagogijo od Boštjančiča, ampak ne tako hudo. Ampak 2, ki sta tam glumila frajerje, kako jih to nič ne briga, kar kdo reče, očitno se jih je dotaknil, ker odzivi so tukaj. Ko dobite plačo in imate občutek, da vam je pol plače izginilo, to ne drži. Pa poglejmo, kam gre ta denar. Recimo za primer, da je vaša plača 2000 evrov bruto. V tem primeru dobite neto nakazilo približno 1300 evrov. Kam gre razlika? Velik del gre za to, da je v Sloveniji zdravnik zastonj, da dobimo pokojnine, da imamo socialno varnost in po novem tudi dolgotrajno oskrbo. Zato je nepošteno trditi, da država kar tako vzame pol plače. Če bi te storitve plačeval vsak zase, bi bilo precej drugače, predvsem pa bistveno dražje. Tako pa v Sloveniji nihče ni prepuščen sam sebi. Še en komik, Še en komik. Mislim, na tistem festivalu Svobode so dejansko nakazali, da bi vsi radi bili, ampak 2000 evrov bruto plače, to pomeni 1301 evrov je neto plače. Je pa kle nekaj pozabil povedati. Ampak to pomeni tudi 2342 evrov strošek delodajalca. Bruto 2, ki ga pa še 300 dobrih evrov za firmo, Torej, to je tisto, kolikor delodajalca stane, da to plačo izplača. Torej, 2342 je v resnici znesek plače. Da je potem bruto 2000 in da je neto 1300. Tako da tle smo, in če smo tle 1000 evrov davkov plačali, pa 1300
dobili na račun, smo že zelo bili z polovice. Mene je še ena prlimala. Zastonj zdravnik. Zdaj, ne vem, a se meni sam zdi, a mi neki trgajo vsak mesec za to zdravstvo. To zastonj zdravstvo stane skupaj s penzijami oziroma 1000 evrov, oziroma 700 evrov, mislim, da približno 750 evrov v tem primeru. Nekaj tazga. Torej, to je zastonj zdravstvo. Pol je omenil dolgotrajna oskrba, ki kaj ne deluje. Kaj je to? 4000 ljudi na e-oskrbi, ki jo je Telekom že prej brez tega zakona delal. Neverjetno. No. Pol 150 000 ljudi v čakalni vrsti na zdravnike, 250 000 žensk, kaj je, vsaka tretja slovenska ženska brez... Mislim, vsaka četrta oziroma vsaka druga, ki ga rabi. Brez ginekologa in on prav noben ni prepuščen sam vse. Mislim, to res bi bilo treba, vse razumem, lahkotni formati na družbenih omrežjih, ampak malo je treba paziti, kaj govoriš. Ampak to na začetek. Imate občutek, da vam pol plače nekam zgine. Jaz imam pa eno parafrazo tega. Ko v Gibanju Svoboda pogledajo napram 2022 anketo, odprete stolpce Mediane. Imate občutek, da vam je pol podpore izginilo? Ne drži. Tako v bistvu sporočajo arhitekti javnega mnenja. Robertu Golobu in druščini, da se pa lahko takole obnašajo pred kamero. Pogledaj, kaj povede še Luka Mesec. Pa še Luka, ki ga sicer kakor Brodnjak niti najmanj ne zanima, se pa z njim na veliko ukvarja. Slišim, da Blaž Brodnjak, šef Nove Ljubljanske banke, ki je v enem letu zaslužil 1 milijon evrov, pravi, da je dvig minimalne plače na 1000 evrov neto mesečno preveč. O minimalni plači nima sploh smisla razpravljati, saj je minister za delo zatrdil, da svoje obljube itak izpolnjuje. Se še komu to zdi ironija? Jaz bi se najprej vprašal, kaj 1 milijon evrov proti minimalni plači sploh pomeni. Glejte, danes je minimalna plača, v bruto zneskih govorimo, 1278 evrov mesečno, kar pomeni približno 15 000 evrov letno, kar pomeni, da človek po 40 letih dela zasluži 600 000 evrov bruto. Skratka, Blaž Brodnjak, moj odgovor za vas je, niste vi žrtev sistema. Žrtev sistema so vsi tisti, ki niti v 60 letih dela, če bi to delali, ne bi zaslužili ene vaše letne bruto plače. Ja, če je Mesec hotel povedati, da žrtev sistema ni ena, ampak jo je skoraj 2 milijona, to mu dam. To je res, da smo vsi žrtve tega sistema. Drugače pa eno malenkost je mal izpustil, da morda nekdo, ki je, se ne rečem, da so vsi, usode so različne in karierne poti, ampak da nekdo, ki je, ne vem, z nedokončano osnovno šolo in nikdar prevzel odgovornosti za sistem, kot je NLB na minimalni plači, mogoče pa je neka razlika v vlaganju v izobrazbo, v odgovornosti za sprejemanje milijardnih odločitev, mečkanje razlike med nami, kaj počnemo za tisto mesečno plačo. Prvič je to ena zgodba, drugič pa zakaj Luka tole snema, ker je videl, kako zelo odmevno, koliko gledal, kakšen doseg imajo pač besede Blaža Brodnjaka in ker ga je v resnici zelo strah neuspeha na teh volitvah. In še nekaj ti povem, nekdo, s katerim pogosto debatirava med tednom o politiki, me je ta teden vprašal tako, mogoče je malo bolj površen spremljevalec od mene, pa je rekel, kaj pa če Levici zdaj po volitvah ne rata čez parlamentarni prag, pol je pa Luki zaključil kariero. Sem rekel, si ti normalen, Luko boš gledal, pa ali v kvoti SD-ja, Gibanja Svoboda, neki bo vzel takoj po volitvah, če jim ne uspe. Luka še v življenju zares ni delo. Minister za delo, ki še nikdar ni nič resnega delo. Nobene druge funkcije razen v politiki ni imel. Pri čemer se danes dogajajo pogajanja o minimalni plači, kjer je spet stranka, ki ima polna usta socialnega dialoga, že sama najavlja, da itak pod Jurija se ne da preživeti in da bo minimalna plača za letos Jurija. Čeprav so šele danes formalno začeli socialni dialog za, torej kot rečeno, 17% dvig minimalne plače, ker to, ker so ugotovili, kot je Robert Golob ugotovil, pri čemer spet, če smo poslušali Blaža Brodnjaka, vemo, kakšno je realno stanje, ampak Robert Golob je rekel, saj smo videli, smo dali božičnico, pa ni se zgodila katastrofa, tako da očitno lahko damo še višjo minimalno plačo, pa bomo videli, če se bo zdaj zgodila katastrofa. Jaz bi na tem mestu povabil naročnike in podpornike, tudi seveda najne redne gledalce, ki razmišljajo, da bi to postali jih ogledu special epizode. Ena stvar nama bo v tej redni epizodi izostala, namreč Nacionalka je imela v ponedeljek tako pogovor z predsednikom vlade kot z opozicijo. V torek je bil, to smo potem malo pokazali, Golob še pri Slaku. Podrobneje komentirava ozadje teh nastopov,
pri čemer dodajava še dogajanje, ker je bilo teh kadrovskih premikov tako na Pop TV-ju kot na RTV-ju, pa predvsem na Planet TV-ju v zadnjih 14 dneh, 3 tednih zelo veliko, ne, greva v zakulisje te predvolilne medijske scene pri nas in kar bi morda predvsem opozoril, razkrivava konkretne podatke gledanosti za določene oddaje, ki bojo zelo pomenljive, gre pa za podatek, ki je v bistvu interne narave, ki ga vodstva televizijskih hiš uporabljajo, ko se pogajajo z oglaševalci. Tako da boste dejansko videli, koliko ljudi zanima Robert Golob pri Tanji Gobec, koliko ljudi zanima Robert Golob pri Urošu Slaku in še kaj. Ne? Marsikaj, tako da, spoštovani naročniki, hvala. In vsi ostali vabljeni, da pridete pogledati tudi to naročniško epizodo. Sobota zjutraj na portalu zanima.me. Na portalu zanima.me, ne na YouTubeu, no, da ne bo pomote, na portalu zanima.me, seveda za naročnike, tako da vabljeni, da to tudi po novem postanete. Ne? Tisti, ki to seveda še niste. Ne? Še mimo ene stvari pa ne morava v redni epizodi, preden jo skleneva, in to je mobilizacija nevladnikov. Ne? Že Robert Golob je, kot si videl po tistem kosilu v Penu, pozval k množični udeležbi. Zakaj ga je tega seveda strah? Ker je videl na 2 referendumih, kaj se zgodi takoj, ko mobilizacije na levi sredini ni. Ne? Ja. Ampak da v tej bitki ne bi bil osamljen, bosta poskrbela, kot kaže, z velikim predvolilnim angažmajem Nika Kovač in Jaša Jenull. No, se tega smo pa že vajeni. Živa. Jaša, povej, kaj delamo? Delamo vse, kar je v naši moči, da preprečimo to, da bi morali po 22. marcu vsi 4 leta kolesariti in se skupaj družiti na Trgu Republike. Ker pač ja, ti zdrobljeni glasovi bi znali dejansko omogočiti Janezu Janši, da oblikuje novo vlado. Sam je pa že jasno napovedal tudi zdaj v teh zadnjih dnevih, da pač bo ta vlada še bolj totalitarna in še bolj represivna, kot je bila prejšnja Janševa vlada. Prva stvar, ki jo treba narediti po volitvah, je to, da se zaprejo pipce. Potem naj zaradi mene kolesarice. Janša ni rekel, da bo kritične glasove utišal, ne? Tudi ni napovedal totalitarizma, ne poznam take izjave, drugo pa je, če se ga tako interpretira. Pač pa mislim, da je kritičen do tega, da del slovenske civilne družbe zelo lepo paktira z obstoječo vlado, ne? In v tem smislu se pol čas vprašaš, je to nevladno ali je vladno. Ko pa vidiš, kakšni denarni tokovi spremljajo podporo vlade, je pa seveda potem zadeva še bolj jasna. Ja, jaz ti bom tako rekel, to prva ironija, ki jo vidim, obsežna aktivacija Jaše Jenulla, on je šel v ta medijski mainstream. Pa je bil ta teden povsod, ne, še v soočenju pri Slaku. Nika Kovač se drži te svoje forme, da dela velike, spektakularne jokave ali pa histerične videe, ne, na Instagramu, ampak definicija nevladnika, dajmo samo malo za hip postati ob temle, definicija nevladnika, ki se 24/7 cele dneve ukvarja samo sestavo prihodnje slovenske vlade. Kako gre to skupaj? Pač, ja, očitno jih je strah to, kar je rekel Janša, ne, da se bi kakšna pipca morda zaprla. Ne. Mi je pa zabavno, ko je Jaša Jenull rekel, ne, da so imeli za prejšnjo vlado iste standarde, kot so jih imeli za tole. Ne. Pa smo videli, mislim, v celem mandatu, kaj že neko enosrmežljivo kolesarjenje, mečkan tok, da ne bi ljudje čisto pozabili, da obstajajo. Pa neko ovrednotenje teh obljub, ne, ki so jih, kako že 60% obljub je bilo izpolnjenih delno. Bolj benigno ne moreš reči nič na svetu od tega v bistvu. Ne. Ja, ampak nekako je treba zagotoviti, da upravičiš svoje delovanje in da si zagotoviš sebi nazorsko podobno vlado. Pol pa še ena stvar, ne, ki Nika Kovač je postala delova osebnost leta. Dajmo zraven še povedati to, da na dan, ki je bilo poročilo KPK-ja, ne, je imelo delo, mislim, da eno tako, po širini je bila taka notica, glede tega, kaj KPK meni o integriteti predsednika vlade. Ampak ok, dajmo se pri Niki Kovač ustaviti. Jaz bom zelo kratek, ker imam samo eno primerjavo zraven. Domen in Nika Prevc. In Nika Kovač. In potem Nika Kovač zmaga. In menda glasujejo ljudje, menda uredniška politika nima nič s tem. Jaz tega pač ne verjamem, mene ne bojo prepričali, kaj tacga. Druga stvar, da navežem, ne, zakaj. Mislim, da je poleg tega, ne, ker sem rekel, z velikimi poboldanimi rdečimi črkami piše v volilnem priročniku slikajte Janšo kot drugega Trumpa. Tukaj zraven seveda nujno mora biti splav, ne, ker je tudi Trump precej ropotal proti splavu v svoji kampanji, ampak pri nas na silo
mečejo to temo v eter, ker je pri nas splav dostopen in je celo ustavna kategorija. Ne? In stvar debate, ampak je. Ne? Poleg tega bi pa še to celo kampanjo. Ne? Koliko manipulacij je bilo tukaj? Da je bila ta kampanja, za katero se zdaj naziv delove osebnosti leta podeljuje, ne? Stvar tega, ali splav sploh še je pravica ali ni pravica, ne? Ker dejansko v Evropski uniji je pač v 2 od 27 držav nekoliko več varovalk, preden prideš do splava. In to je to. Nika Kovač ni ničesar dosegla in spremenila. In ko rečejo še, da je veliko naredila za Slovenijo, bi spet dal samo neki zraven. Nika in Domen Prevc. No, kaj je Nika naredila za Slovenijo, je to, da se trudi, da bi Slovenija plačevala splave Poljakinjam. No, to je Nika naredila za Slovenijo. Ne? Ampak če smo že pri evropskih zadevah, ne? Evropsko sodišče za človekove pravice je dalo še eno, bom rekel, tudi odmevno razsodbo, ne? In sicer, da naslovnica, na kateri je bil Branko Grims portretiran skupaj s svojo družino, ne? Vključno z njegovimi ženo in otroki, kot ob boku nacističnemu propagandistu Jozefu Goebbelsu z njegovo družino, ne? Da je pač to recimo dovoljena, da je to stvar svobode govora, ne, in da torej so slovenska sodišča pravzaprav naredila napako s tem, ko so Mladino oglobila za to naslovnico. Jaz ti bom rekel tako pošteno po moji strani. Jaz pristaš na splošno tega nivoja komunikacije v javnem prostoru med komarkoli že res nisem. Ne? Tako da meni gre na živce in ko Grega Repovž slika Grimsa z družino kot Goebbelsa in ko Aleš Štransar piše o premijeju aktualnem kot Mussolini, to vse mi gre na živce, ne? Po drugi strani sem pa prepričan tudi v nekaj drugega globoko, da javna oseba par excellence, kar politiki so, na eni in na drugi strani mora biti pripravljen na vse. Tudi na najbolj nizkotne opaske, na lepke etikete. Ker če na to nisi pripravljen in ob tem jokcaš in tožiš vse povprek, potem v resnici tudi za eno kampanjo, ki bo zdaj od februarja do marca tekla, nisi zrel. Ne? Tako bom rekel. In pričakujem pa, to bom pa sam izpeljal misel do konca, pričakujem pa po tej analogiji ESČP-ja, ne, da bo tudi Štrancar serijsko dobil vse primere proti Robertu Golobu. Ne? Glede na to, bi tudi jaz to isto pričakoval. Ne? Absolutno se strinjam, da je moteče. Ne? To, kar praviš, absolutno se strinjam, da branim svobodo govora tudi tistim, ki govorijo pač moteče stvari. Bom pa rekel vseeno, naslovnica Mladine je bila neokusna. Zakaj? Jaz nimam težave, če se primerja Grimsa z Goebbelsom. Ne? Problem meni rata recimo takrat, ko mladoletne otroke, ki niso nič krivi, nič dolžni, začneš objavljati na naslovnicah časopisov in v tem kontekstu se mi zdi po svoje tudi prav, ne nazadnje otroci in žena so v ločenih tožbah tudi dobili odškodnine in te tožbe niso šle na ESČP, tako da v bistvu se je tukaj nanašalo bolj na Grimsa in vsekakor pozdravljam, bom rekel, no, to bom rekel za svobodo govora. Zadeva je pa vseeno, me pa skrbi recimo, da nekako ta nivo diskurza, ne, oziroma bom drugače rekel, ne, mislim, da je prav, da je dovoljeno, da Mladina to naredi, mislim, da je pa neokusno, da Mladina to počne. No. Ja, se lahko kar strinjam s tvojo poanto. To je to za redno epizodo. Ne? Dogajanja je ogromno. Spustila sva zunanjo o Grenlandiji, bi lahko rekla, predvsem pa v Iranu marsikaj. 2435 zagotovo potrjenih ubitih protestnikov. In o tem klanju protestnikov. Bom rekel samo to, ne, da iranski varnostni aparat je do te številke prišel bistveno hitreje kot izraelsko topništvo v Gazi. Recimo, ja. Slišali pa v Ljubljani ne od Mladike, ne od kabineta predsednika vlade nismo veliko o tem. Ne? Tako da to resne stvari se dogajajo tudi na mednarodnem parketu, žal smo pa res je. Na tej točki prišli do konca. Pričakujem pa, da bova dela do 22. marca imela čedalje več iz tedna v teden. Dejansko, ko pogledaš tudi najin scenarij, ki si ga okvirno pripravljava vsak teden, poka od vsega, kar bi še lahko omenila. Ne? Ja, od tega, da so recimo policisti zbežali pred snežnimi kepami, ne, pa dijakinjo, ki jo je porezal drug dijak. Skratka, ta šutarjev zakon, bom rekel samo za eno besedo. Ali pa v Kranju. Ne. V Kranju sem bil osupu nad eksplozijo v središču večjega naselja, ne, na enem športnem igrišču. Dejansko je izgledal tam kot ena orang bomba, ne, s katero, ne vem, če jo daš pod avto, ubiješ človeka. Zgleda, ne, da tudi po šutarjevem zakonu, na katerega je premier tako ponosen, teh prizorov, ko bi policija odločno z robokopi počistila stvari, pač to ne gre. Ne.
So pa nekateri mediji zelo umazano izkoristili tudi nekatere informacije. Res je. Ne bomo niti podrobno o tem. Sam bom rekel, da sem informacije o psihofizičnem stanju Aleša Šutarja na tisti tragičen večer imel od ponedeljka in razlog za neobjavo je izključno pieteta do družine, pri čemer naj dam neko pomembno opombo. Če bi te okoliščine, ki jih je, mislim, da zdaj prvi objavil žurnal, kakorkoli spremenile izvorni dogodek, ki je vodil do tragedije, potem bi mi to objavili, ker to nima nikakršne zveze z načinom tragične smrti. Pa mislim, da je to dejansko kvečemu neka zelo pritlehna in umazana obramba režima Roberta Goloba. Ki se utegne temu režimu tudi vrniti, ampak evo, zdaj smo pa res pri koncu. Tako. Ne zamudite tudi jutrišnje sobotne posebne epizode za mislim, da bo res podpornike zanimiva. in Dobili naročnike. boste občutek, tega vpogleda nimate praktično nikoli, dobili boste s številkami, konkretnimi občutek, koliko ljudi recimo gleda Roberta Goloba v prime timeu na nacionalni televiziji, koliko ga je potem dan kasneje gledalo ob 11. zvečer pri Urošu Slaku. In tudi kaj je v ozadju nekaterih ključnih odmevnih odhodov iz nacionalnih televizij. Tako, predvsem na Planet TV je bilo pestro, tudi tam pogledamo, kaj se je zadnja 3 leta dogajalo z neko povprečno gledanostjo, pa še kakšen detajl. Tako je, se Safari gledamo Special, v sobota nadaljevanju. zjutraj na zanima.me. Na YouTubu oziroma v rednem Safariju pa spet prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav. Adijo.